Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tokrat z Bleda, kjer so sicer doma veslači, a jih včasih pridejo pogledat tudi naši kajakaši. Tukaj je zares prelepo, pogoji za trening so čudoviti. Na tej strani vidimo še lani prenovljeni regatni center, ekipa Kajak Kanu magazina pa se danes na Bledu dobi s svetovnim prvakom v spustu Nejcem Žnidarčičem. Evo ga, je že tukaj, vidimo, kako je živ, kar preveč, da bi se specializiral samo za mirne vode, a kdo bi mu zameril, ko pa je na divjih najboljši na svetu. Lep pozdrav svetovnemu prvaku v spustu Nejcu Žnidarčiču, ki se bo, kot kaže, mirna blejska gladina v nadaljevanju svoje kariere še posvečal tudi kajaku na mirnih vodah. Kaj pa letos, Nejc? Kakšno bo nadaljevanje tvoje sezone? Letos je tako, da po naslovu svetovnega prvaka, tako je naslednji teden v spustu me je čakalo še Evropsko prvenstvo v mirnih vodah, kjer se je pa poznalo, da 2 meseca nisem sedel v čolnu v mirnovodaškem in sem končal tekmovanje v polfinalu. Tako da s to pripravljenostjo sem videl in s tehniko, ki mi še manjka, na svetovnem prvenstvu nimam šans, da se uvrstiti v A-finale, sem sedaj še predaleč. Tako da bom kar še treniral zdaj celo poletje in se pripravil za naslednje leto, ki bojo še ene olimpijske kvalifikacije in tam dosež normo. Kakšen bo torej ta trening v nadaljevanju tvoje sezone, posvečen mirnim ali vendarle še vedno divjim vodam? Mora biti posvečen zdaj mirnim vodam, ker imam velik manjko v tehniki in zdaj poleti je res dober čas za nabirati kilometre in pili to tehniko, ker fizično mislim, da nisem toliko odzada za najboljšimi in največji problemi v tehniki in to bo treba izpiliti zdaj. Si ti neke vrste posebnež ali bi še našli kakšnega kajakaša, ki se ukvarja tako z eno kot tudi z drugo panogo, torej s kajakom tako na mirnih kot tudi na divjih vodah? So neke redke izjeme, je pa sedaj, zadnje 2 leti so 3 najboljši kajakaši v mirnih vodah, prihajajo iz spusta, tako da tam je seveda tudi neka kalilnica res talentov in bom probal iti po njihovih poteh. Pred 2 letoma so se nekateri slovenski fantje tako kot ti odločili, da se posvetijo mirnim vodam in na ta način tudi stremijo k cilju, to je uvrstitev na olimpijske igre v Londonu. Za tebe ta cilj ni tako zelo mikaven? Mislim, zmeraj je mikaven, samo največji problem je, ker jaz zelo uživam na divji vodi in sem celo življenje bil divji vodač, tako da mi je res kar malo muka, sem po mirni vodi veslati, tako da ne moreš izkoriščati tokov in ne morem svoje tehnike tukaj unovčiti. Je pa res, da to je cilj verjetno vsakega športnika, nastopiti na olimpijskih igrah in bom se zdaj to leto posvetil temu in bom videl drugo leto, bom probal to doseči. Na svetovnem prvenstvu v Augsburgu, kjer si bil daleč najboljši na divjih vodah, si po tekmi dejal, da si v taki formi, da te ne more sploh premagati nobeden. Kako je sploh bilo? Ja, tista proga mi je res zelo ležala, ker je bila tehnična, je bila po slalom progi, olimpijska proga iz leta 72, tako da mi je res ležala. Nisem delal napak, skoraj vse treninge, sem imel 30 voženj dol, res vse so bile skoraj brez napake. V prvih 2 tekih, ki so se šteli za kvalifikacije za ta superfinale, sem kar deklasiral za 2 sekundi v prvem teku že, tako da drugega sem malo prešparil moči. Vseeno je bilo dovolj za prvo mesto, tako da sem štartal kot zadnji na superfinalu in tam pokažel vseeno dobro vožnjo in sem res, mislim, kar deklasiral. Pravijo pa tudi, da imaš vse naravne danosti, da bi bil odličen sprinter na mirnih vodah na 200 metrov. Se pravi, imaš neko hitro moč, ki pa jo je vseeno potrebno tudi negovati. Koliko časa preživiš v telovadnici, v fitnessu? Ja, se pravijo, da talent je šele začetek, potem je treba garati in po zimi smo kar dosti v fitnessu, smo enkrat na dan, ko so malo daljši dnevi, tudi 2-krat na vodi in 4-5 na teden smo pa v fitnessu in še posebej na mirnih vodah, kjer je 200-metrska razdalja, traja 35 sekund, je velik ta faktor moči. Ampak ne, če se spomniva, naprimer, lani spomladi si na 200-metrski razdalji že dosegal take rezultate, ki bi te vodili nekje na mejo finala na največjih tekmah. Koliko časa sploh potrebuješ sedaj, naprimer, da bi prišel znova v tako formo, kot si jo imel lani spomladi?
Moja forma je približno nekaj tazga, ampak zdaj zadnji 2 leti so uvedli 200-metrsko razdaljo v olimpijski ciklus in se videti iz 500 na 200 se je zdaj spremenila res prav fiziologija športnikov, res tudi časi so šli dol za dobro sekundo in tisti časi so bili enkrat 36 za finale, da danes pa niti še za B finale ne zadoščajo, tako da konkurenca kar dobro miga. No. Ja, ampak vseeno, v spustu si osvojil že vse, osvojil si skupni seštevek svetovnega pokala, si svetovni prvak, ni pa to olimpijska disciplina. Kaj te sploh še tako veže na ta spust? Užitek. Jaz zelo uživam v tem športu in to mi je najbolj važno, tudi če ni olimpijska. Danes je žal tako, da če šport ni olimpijski, se ga da nek stranski tir, ampak vem, da je konkurenca zelo huda. Sem rekel, zdaj svetovni prvak, že 3 leta nepremagan v mirnih vodah, je isto spustaš. Še dva druga sta, zdaj olimpijska in svetovna prvaka v dvojcu, tako da ni manjša konkurenca tam. To sem rekel, največji problem, ki me divja voda preveč mika, da bi se res sam mirnim vodam posvečal. Pa vendarle, če sedaj, kaj lahko rečeš za prihodnjo sezono? Se boš posvetil olimpijskim igram v Londonu ali pa vendarle te mikajo zelo zanimiva prizorišča velikih tekmovanj v spustu, ne? Prvi cilj je, sezona bo tako, da maja bojo olimpijske kvalifikacije, tako da to meni kar je fajn na kožo in če bo mi takrat uspe narediti olimpijsko normo, sem sigurno posvetil do avgusta pa do olimpijskih iger mirnim vodam. Če mi po olimpijske norme ne uspe doseči, imam še pol cel juni in juli tekme svetovnih pokalov in svetovno prvenstvo, tako da bomo videli pol, se bomo pustili presneti, kako bo šla sezona. Kolikšna je verjetnost, da se uvrstiš na olimpijske igre? Kako to ocenjuješ? V kajaku je tako, da je res v mirnih vodah je zelo težko sploh se že uvrstiti. Letos iz svetovnega prvenstva gre 8 najboljših posameznikov, nato pa še drugo leto, ko so dodatno olimpijske, še 2 Evropejca, tako da je sito res zelo majhno, da lahko res samo elita. In nekaj možnosti je, tako da jaz upam, da bo ratalo. Ja, kakorkoli se bo že odločil, moker boš v vsakem primeru in v vsakem primeru bomo mi navijali za tebe. No, super, hvala.